Najprej sem šel delati sprejemne v Tacen za policaja in nisem bil sprejet. Mitja, za policaja. Ja, in nisem bil sprejet. Nisem dosegel njihovih standardov. Ko vidiš njegovo delo, te prevzeme. Kar naenkrat se ti obudijo drugačni občutki, začneš razmišljati, obuditi res vrhunske občutke. Njegovo delo sem prvič ugledala nekje pred 11 leti in mojo pozornost je takoj pritegnilo. Nazadnje pa je njegovo delo pritegnilo v knjigi Skalpel. Kupila sem jo, prebirala sem jo in vedno znova sem gledala ilustracije. Ne samo tiste, ki so narisane, ampak tudi tiste, ki so bile na QR kodi. Zelo mi je bilo tudi zanimivo, ko sem brskala v njemu, kdo je, kaj dela. V njegovem delu vsi pišejo v superlativih. Njegovi odgovori so bili zelo prizemljeni, preprosti, iskreni, realni. Nekoč je zapisal, da ga je komentar "ti bi moral biti v Dubaju" prizadel, ker ali to tako rekoč pomeni, da če ustvarjaš tukaj v Sloveniji, da potem nisi uspešen, če nisi zaslužkar, če nisi kot neki zbiralec tisočerih lajkov, to pomeni, da nisi uspešen. Nasprotno. Njegove stranke so velike. Porsche, Vivienne Westwood, Shiseido, Wall Street Journal, Akrapovič, Red Bull, UEFA, Jezeršek, vse to so njegovi naročniki. Mitja Bokun, virtuoz ilustracije, na leto jih ustvari več kot 500 in začetnik urbanega skiciranja, sketchinga v Sloveniji. Lepo pozdravljeno v srče Slovenskih goric. Hvala. Mitja, si prvič v Slovenskih goricah, kakšen je občutek, si že zafokusiral kakšno stvar, ki bi jo lahko izrisal? Ja, mislim, v Slovenskih goricah po moje, da še nisem bil, ali pa se niti ne spomnim. No. Enkrat vem, da smo šli po eno vino nekam. Drugač, sem bil pa doskrat takole po Štajerskem, pa prek Morju, tako. Tle mi je kar všeč, no, tako prijetno. Sicer ni toliko hribovito, kot pri nam, ampak... Ti si bolj navajen na bolj hribovite stvari, no, tle imamo bolj gričke. Ja, no, zdaj, ko sem shujšal, mi je bolj skalnati svet, ja. Torej, potem še en razlog več, da se mogoče še kdaj obiščeš in prehodiš, ali pa prekolesariš. Zdaj imamo ful dobre kolesarske povezave. Mogoče, da mi pretekel, no. Kolesarjem ne, tako da... Tečem ful rad, tako da pretečem po 50 km na teden. Kolesarim pa niti ne, ne vem, tako imam malo strah po telih cestah, pa ne vem, me en zbije. Ja, zna biti tudi nevarno. Prinesel si k nam danes v Slovenske gorice eno tvoje umetniško delo, zdaj pa mene zanima, a ti vedno osebno dostavljaš ali pač tako po občutku se? Mislim, zelo redko pošljem po pošta, razen kam v tujino. Drugače, najraj tako res dostavam, ali pa če pridejo iskat, tako, da človeka tudi doživo vidiš, pa tako vidiš dejanski vtis, ko pogleda sliko, tako da ni nekaj samo na kakšnih Instagramih napisano, super, pa ne vem, verjetno pa z očmi zavija, ali pa kaj takega. Tako da, ne vem, mi tako fajn, no, tako uživa. Kaki pa so, naprimer, mislim, teb kot umetniku, kak je ta občutek, ko ti predaš neko svoje delo ali pa ga vidiš, ko vidiš odziv? A to vedno tako čekiraš? Pa ne vem, mogoče zdaj sem se že malo navadil vsega skupaj, tako na začetku mi je bilo to tako ful bolj pomemben, ali mislim pomemben, ne vem, mogoče za moj ego, tako, wow, kaj je rekel. Tako da polutis, po moje, zdaj sam še tisto, a bom spluvan ali pa bo ok. In pol, če vsi reče, super, pa se vdahnem, pa če so ful navdušeni, tisti sploh ne opazam, sam da ni to je pa katastrofa ali pa kaj takega. Ampak mi je bilo zanimivo, ker si nek napisal, da imaš naročnike, ko v bistvu že tebe vzamejo, vzamejo tvoje delo, ko ga ti narediš. Ja, to je pol pride tako, vsi pravijo, ja, tako, ko si umetnik, moraš najti svoj stil, ker dejansko res, recimo meni s tem packam, pa s tem tušem, pa akvareli nekako malo uspela, tako da v bistvu vseh že
preprosto ve, da sem to jaz narisal. In doskrat me zdaj recimo tako najamejo ali pa kupijo mojo sliko zaradi mene, ne zaradi tega, kako je narisano. Ne. Tako, Ja, to je res. V bistvu je to tako, pol si rečem sam pri sebi, wow, to. Kad ti rečejo naredi tako, kad ti misliš po svoje, ne da ti eden prenese neko slikco pa reče, tako le mora biti, ali pa to skopiraj, ali pa ti si tako pol brezveza. Tako, kad res rečejo, to je pa od Mitja slika, ne vem, ali pa Mitja nam bo delal, pa si to rečem, ok, se mi ratal nekaj. Ja, to, kar govoriš, jaz slov se potrdim. Hvala. Nekoč si zapisal tudi, preden sem spregovoril, sem risal. Ampak tvoja profesionalna pot je bila do 35 leta popolnoma drugačna, tako čisto v druge vode si šel. Kako to? Ja, dobro, preden sem spregovoril, sem risal, to sem moral biti tako rekel malo bahaško, ampak ne, res sem pa risal tako kot mulca. Imam starejšega brata, ki je ful obladal risati, mislim, se verjetno še zmeraj riše, ampak ni pa nikoli delal v tem. Pol je bil tam en sosed, ki je tudi restaural risati, pa so pol preselili v Avstralijo in jaz sem bil tam en majhen bratec skozi nekim na poto in sem zraven svetu in sem tudi risal. Skozi smo nekaj risali, to se prav spomnim. In to sem bil star, kaj s tem, 6-5 let. In sem imel en oranžen stolček, tak z mizico in pa so mi dali tam en papir in sem tam sedel pa mirdal, če ne sem skozi nekaj težil. In se prav spomnim, da so mi že takrat težili, da moram na obe strani papirja narisati, da ne gre v nič. To nisem maral tega. Sem se v bistvu noben ne mara tega. Tudi vidim pri svojih otrokah, da tudi ne marajo. Ampak ja, in skozi sem imel tako v bistvu idejo, oziroma vedel sem, kaj hočem v življenju. Sem se zmeraj želel nekaj delati v zvezi z risanjem. Sam je pač nanesel tako, da ne vem, oče je bil bolan, sladkorno je imel, ko sem bil začetek srednje šole, je umrl. V bistvu, kar se spomnim, cel življenje je bil skozi bolan. In pol tako, od gori pri Bledu do Ljubljane ni bilo takrat še avtoceste in to, če bi hotel na oblikovno, bi pač mogel v Ljubljani živeti in prav nekaj ful denarja nismo imeli in pol je bilo zmeraj to tako. Ne boš slikar, ker tu so pijanci, pa reveži, pa ne vem kaj. In takrat pač smo samo to vedeli. Ali si bil slikar, kipar ali pa restaurator, se ne vem, so kaj drugega počeli. Sem fotograf mogoče, ampak to je bilo to. Tako da ja, pol sem pa šel kam, tako, najprej sem šel delati sprejem v Tacen za policaja in nisem bil sprejet. Mitja, za policaja? Ja, in nisem bil sprejet. Nisem dosegel njihovih standardov. Ker je še dober. Ne, pa sem pa šel tako na Jesenice, na strojno, v bistvu na 3-letno, ker so v osnovni šoli socialna delavka rekla, da jaz nisem primeren za 4-letno, moj uspeh ni bil primeren in pa sem šel 3+2, pa sem vmes šel malo delati, pa v vojsko in pa je bilo tako malo kriza, tako šit, kaj pa zdaj, zdaj bom cel življenje tole nekaj delal in mi reče kolega, ja pa pet na faks, se boš dobil od fotra, boš dobil penzijo, štipendijo še imel, sem rekel, pismo pa res, in sem se upisal na faks, v Kranju na organizacijo in seveda idiot, še zmeraj nisem šel na kakšno oblikovanje ali pa kaj, sem šel management študirati, ampak sem naredil faks, bolj iz trme, da pokažem vsem mojim prpoksem srednje šole, z osnovne šole, da niso imeli prav. V bistvu pol kasneje, je bilo bizarno, jaz sem v osnovne šole imel likovno uspešno Nisi bil perspektiven, kako najbolj? Ne vem, in pol kasneje enkrat, to je bilo
ne vem, 10 let nazaj, ne, je osnovna šola moja praznovala 50 let in so imeli ful neko žurko in so me povabili kot VIP gosta. Ne. In tam je bil učitelj likovne vzgoje na moj, ki je izbiral vse članke iz zareske od mene in sem rekel, no, to je človek, ki mi je dal uspešno, nam je zelo uspešno. Ojoj! Tako se pa se vse obrne v življenju. No, v glavnem, ja, in sem naredil pač faks in šel delati. Mislim, risal sem skozi zraven nekaj. Sem pol tako, pač narediš tisti faks in pa sem dobil neko službo v razvoju, pa sem bil direktor logistike že, sem nekako imel pol že tisto glavo, pa se nikoli nam risal, se brez veze. Pa ti je, mislim, vseeno tisti del, ki si pa delal, a ti je bilo v redu? Ne, ni mi bilo. Ni? Mislim, vse je bilo fajn. A v tistem trenutku ti je bilo okej? Ja, mislim, mogoče vse pa si bilo vedel. je okej, mislim, bila je dobro plačana služba, direktor logistike v podjetju s 500 zaposlenimi v, ne vem, Sloveniji, Bosni, na Kitajskem, mislim, ni da ni, marsikdo rekel, pa ti si nor. Meni pa ni bilo, in pol sem šel, ne vem, pa je bila neka reorganizacija, šel sem delati v IT, in sem rekel, bom delal to, kar sem se izučil, poslovno informatiko, in pa sem tam delal po par let, pa sem zamenjal, pa spet zamenjal, in pol ugotoviš, da ti daje življenje vedno enake šefe, vedno enake bedarije, brezvezne dela, in tako. Pa je pa tako malo bila kriza in pa je pa prišlo do tega, ja, da sem dobil odpoved, v bistvu sem bil tako dobeseden, izsiljeval, da je dobil že skoraj, dobeseden. In pa sem pa rekel, zdaj nam probo, pa nam nikoli v življenju. In zdaj pa že 12 let skoraj od tega. Koliko vem, je bil en poseben, bi rekla, točka preloma v Londonu in naslednji dan je bila odpoved. Ja, v bistvu je bilo to tako. Tako si že nekaj mal bil v teh nekih vodah? Vse je bilo skozi tako. To je bilo tam 2013, tisti let je bil tak zanimiv. Tako. Jaz sem dobil eno vabilo za... Prvo sem službo zamenil in sem prišel v novo službo, neko poslovno, kaj smo že uvajali, neki business intelligence, BI, nekaj. Smo delali za Studio Moderno in projekt Katastrofa na men. Dobil sem eno vabilo, da če bi naredil razstavo v Ukrajini. Tako, in vsi so rekli, pa kaj s tabo, to boš poslal slike, jih bojo ukradali, pa nikoli neč ne slišal, da obstajajo. In to je bilo en let pred tistim, ko se je pol začel tisto bombardiranje. To je bilo 2013. In se je rekel, ni problema, to kar enam tam na Facebooku. Kam pošljem slike, jaz pošljem slike, po pošti, oni rečejo, bomo to zrihtali, pa pridite na otvoritev. Otvoritev smo imeli za moj rojsten dan, tako sred zime v Ukrajino. Lepo, da letim z avionom iz Italije, tako v zraku povejo, da ne moramo pristati v Lvivu, da niso proge spucali, da bomo leteli do Kijeva. Tako. Tam na avionu noben ni znal nič angleško, so bili sami Ukrajinke, so letele z Benetk nazaj dama, verjetno od svojih sponzorjev iz Italije. V glavnem preletimo v Kijev, oni rečejo, in to z nizkocenovnikem. In oni rečejo, zdaj bomo pa šli z avtobusom nazaj do Lvova. To je bilo dolgo. To je čez pol Ukrajine. Ja, to je... Z avtobusom, ki sem z leta 80, ki ima une tapete žametne na stenah. Tako 2013, vse v lojtrcah napisano, cirilica. Meni je bilo tako grozno, tako, kam sem jaz prišel. Sred zime, sneg, 10 ur vožnje z busom nazaj. No, ampak pa na koncu smo le prišli, smo dobili tudi ten sendvič pa vodo. Tudi to, lepo. Tako da sem v bistvu prišel tja, in 3 dni so me pa tam gostili, okrog vozili, me futrali. In moram reči, to je bila najboljša otvoritev, kar sem jaz bil na kjerihkoli otvoritvah, slikarskih, mojih, kjerihkoli. To je bilo topana. Razstavo je imel en fotograf, ki je imel
bil je Rus, imel je pražilnice kave, oziroma ne vem, kako se to reče, kavo je pražil po Ukrajini, en kupenih lokalčkov je imel po zahodni Ukrajini, tako vse povsod, za une razmere ultra bogate. In si zaželel, da bi namesto fotografske razstave imel moje ilustracije in pa smo imeli otvoritev, tam smo šli na en lokalen radio, lokalna televizija je prišla posnet, torto sem dobil za rojsten dan, modno revijo sem naredili na otvoritvi, pol je bil kviz v Sloveniji, pa še en tako tekmovanje, tako so sprintali na moje slike in so pol tako, kdo bo boljš popackal s kofetam uno sliko tako v mojem stilu in jaz sem mogel pol to tam oceniti. Meni je bilo to tako bizarno, glih začel sem tam nekaj risati, mislim, še privatni sem bil nič, tako in res, in pol tista razstava je šla še po ne vem kolikih ukrajinskih mestah, mislim, topa, tako. No, v glavnem, in pa sem jaz prišel z Ukrajine nazaj in sem se dobeseden sam, en teden sem bil v službi, pa sem že imel v bistvu dopust rezerviran, ker mi je ena kolegica rekla, če pridem v New York, da je ona dobila rezidenco in imam tam plec, lahko tam prespim in pa sva žena tako planirala, da so šla v New York, za tudi, ne vem, 10 dni ali koliko. V glavnem in tam v službi že itak niso bili prav nič vesela, ker sem že cel dopust porabil v januarju. In valjda, jaz sem pol, vmes sem se dopisoval z eno z New Yorka, ki je bila v bistvu art direktor ene firmi, ki so čevlje delali, ta Nine West čevlji, in tako, ona izrihtala mi par sestankov takrat in jaz sem pa nesel ene slike pokazati v MAC Cosmetics, pa ne vem kaj še vse in tam so bili tako vsi wow. Pa sem se naučil, da v Ameriki so vsi wow, dokler ni treba kaj zares narediti. In pridem jaz nazaj tako z Amerike, meni je bilo to tako, shit, zakaj jaz to nadelam, sem pa spet nazaj v službo, pa kar nekaj. No in pol je bilo pa tako v februarju, mi pa en napiše tako na Facebooku, kdaj pridem jaz kaj v London. Jaz tako, ne vem, ne vem, kaj pa je v Londonu. Pa bom prav, Fashion Week, mislim, tako prav, šov bomo imeli, pa jaz tako, kakšen šov, pa je Fashion Week, boš prišel, pa se dobimo na enem sestanku. Vedel sem pa, da on organizira šov za Vivienne Westwood. Je v bistvu delal pri Vivienne Westwood in je modne revije organiziral. Pa je tako prav, prid, tale vikend imamo v nedelo, ti pa let pa to. Rekel, ok. In jaz sem v bistvu en teden, v bistvu ta isti teden sem pa imel bolniško, nekaj sem zbolel in valjda v petek popoldne, konc bolniške, jaz na avion pa v London. In valjda grem tam, je bil London Fashion Week, smo šli, v bistvu sem bil tam, kaj že, v Saatchi Gallery, tam lepo Vivienne Westwood, šov, revija modna, jaz tam v backstage rišem, vse, in tako ga tipa ni bilo tam, je bil v Parizu pol, pa mi napiše, sorry, sem mogel v Pariz, kaj zdaj, tako prav, tako brez veze, v glavnem tam sem bil, pa 2 dni sem tam risal, pa to je bilo to, in sem šel. In pol si ti kaj risal, po navdihu ali? Ne, v backstage sem risal tiste manekenke, dogajanje, pa sem še modno revijo narisal in pa so te slike dobili tam Vivienne Westwood marketing in pa so oni tam objavili. Tako, to je bilo tako free. Ampak itak meni je bilo to tako, wow. Že to, Vivienne Westwood, punk princesa, jaz sem tako v punku gor zrasel, ne vem, sem bil na Sex Pistols koncertih v Ljubljani, recimo, ko so bili, to je bilo meni pol tako, da delam za uno, kaj Sex Pistols gor spravlja, sem tako, kaj je bila z Malcolmom McLarenom, poročera, to je bilo meni tako, wow, legenda punka, Angležija. Ne, ampak tako je bilo cool, in itak so pa vsi z ušesi zastrigali, wow, za Vivienne Westwood je delal.
To je bilo tako, to še zdaj vsi tako, wow. To je catchy, ne? Ja, valjda, sam si pol mislim, da tako je bilo brez veze, ampak je pa, saj jih ni veliko, ki so to počela. V glavnem, in jaz pridem, valjda avion je šel v ponedeljek, z Londona, tako še v ponedeljek dopust vzamem, pridem v torek v službo, tako pej direktorju, dobim odpoved. Tako že napisano vse, tako po moje odpoved čakala zanj še primeren trenutek, so mi bili malo sit, ampak ok, whatever. Jaz sem itak že na avionu razmišljal, šitka, pa če pa jaz sam dal odpoved, pa... Pač mogli ste izgubiti. Ker skozi poslušaš, ko si dober, pa ko si super, pa in sploh, pa kva znaš, pa dejansko ne sprobaš res tega. Pol se pa pač to, in pol doma rečem, lej, zdaj grem na socialno, tole probam, tele pol leta, bomo videli, pa kar bo pa bo, še zmeraj lahko nazaj delati nekam. Je bilo pa tako, pač hiša, majhen otroc, kredit, 15 let kredita, tako, ni glih rožnato, da rečeš, da kar naenkrat fotor reče, jaz bom pa umetnik, jaz bom moden ilustrator. Ja, predstavljam si, kaj si je žena mogla misliti, ne? Ja, ima dosti trdo kožo, da je uspel. Tako da, ja, ampak se je nekako pol, se je šlo, moram reči. Če tako pogledava, 35 let je, rečemo, tista prelomnica bila. Tiste dela, ki si jih naredil pred tem 35 letom, kako jih zdaj na njih gledaš? Pa jaz moram reči, da sem bil kar uspešen. Mislim, sploh tako mi je zanimivo, tako v mojem življenju, ko gledam za nazaj. Posod, kjer sem bil, so mi kar neke vodstvene položaje ponujali. Pa sem bil v vojski, pa sem rekel, ti boš, ne vem, vodja voda, tam, unih mojih vojakov, ne vem, pa sem bil tam te glaven svoje čete, pa ne vem, se spomnim, ko. Zmeram tako, ne vem, pol sem delal, pa ti boš vodja oddelka, ti boš vodja projektnih vodij, tako, ok, whatever, pa bomo, ampak posod tako nekako, in ne vem, smo delali neke projekte, tako ful zanimive, tudi, ne vem, informatizirali smo skladišča, tudi klele v Palomi smo naredili skladišče robotsk, pa tak. Pa sem dobil pol od tele gospodarske zbornice na priznanje neke medalje za inovacije, pa se mi zdi tisti visino, ki je na stena. Tako da bi lahko kariero naredil tudi v tisto smer. Meni to ni bilo. Jaz rabim risati, pa očitno rabim ego ven svoj metati, tako, ko sebe daš na pedestal, tako, pa si rečeš, to sem jaz, zdaj pa povejte. Kaj pa ta bolj umetniška dela, ki si rekel, si veš čas si pač risal, ne? Ja. A si videl ta rast, pač sprememba? Ne, grozen je bilo. Prvo razstavo, ki sem imel tako v Kranju, sploh ne vem, kaj je že bilo, eden me je povabil v Kranju, da bi dal neke svoje slike na skupinsko razstavo in jaz tam zberem tisto, kar sem imel. In to izgleda tako, kot da bi 5 ljudi narisali nekaj. Mislim, čisto vse, kaj je bilo drugač. Vse je nekaj katastrofa. In pa se spomnim, je prišel Klavdij Tuta, slikar kranjski, mislim kranjski v Kranju. Je pogledal tudi na to razstavo, je prišel in gledal tiste slike in tam je bila ena tako popackana, taka, ki zdaj v bistvu ta stil, ki delam, pa prav tega se drž, to ti leži. Pa sem si pa rekel, ok, če pa on to reče, pa že ve, kva govori. Tako da ja, pol sem pa tako nekako se ta stil tako držal, ampak do takrat je bilo pa kar nekaj. Tudi zdaj, ko nazaj gledam svoje slike, se kar zgražam. Ampak veš, kaj meni zanimivo, ko rečeš, jaz sem samouk, kar se tiče prav te stroke. Ampak ti zelo res precizno greš v detajle. Pa dobro, se to ni zmerno super. To je ta res talent ali si kaj se... Tako razmišljam, se na koncu smo itak vsi samouki. Se tudi oni, ki so akademijo delali,
se v bistvu sami naučijo, se jih noben ni naučil pravzaprav risati. Mogoče jim dajo kakšne usmeritve, mogoče jih naučijo kakšne stvari. Tako da, ko malo poslušam kakšne z akademijo, pa kvaj tam bilo, si rečem, hvala Bogu, da nisem šel. Bi izgubil par let svojega življenja ali pa kaj takega. Tako da, zdaj ta realizem je meni to tako. Jaz pač, mogoče imam ta problem, da grem preveč v realizem, pa v detajle, pa mogoče ne bi smel. Zdaj tudi malo tako poskušam iti bolj ne tako abstrakcijo, ampak bolj tako enostavno risbo, recimo ta z urban sketchingom, da delam malo bolj, tako malo manj realistično, ampak so pa, ne vem, ko se primerjam tako z ostalimi, jaz sebe nikoli nisem, recimo, jemal kot slikarja, recimo, jaz sem zmerom risal tako za naročnike, tudi kot mulc, jaz spomnim, sem bil, ne vem, še v osnovni šoli, pa je bil takrat potres v Bovcu, pa so me kar nek najeli za sceno narediti, za en koncert, pa zmerno sem delal neka naročila taka. Tako da tudi zdaj v bistvu ne delam slik, pa da bi tako delal neke razstave, ker se mi zdi to tako brez veze. Jaz sem zmerno delal za ljudi, tako za druge. Če je kdo kakšen potrebo imel, ne vem. Tako da tudi sam sebe zelo težko opišem, ker ne vem, a sem ilustrator, a sem umetnik, težko rečem, ko sem, ker ne vem, ker tam s hrano pa sam ne morem reči, da sem en ilustrator ali risar, ali sem en improvizator, artist. Tako da, ja. Ampak recimo ta realizem je pa tako, glede na potrebe. Recimo tlele skalpel, ki je zelo medicinska zadeva, tukaj treba biti natančen pa realističen, pa vse morajo ljudje videti, kaj je v bistvu narisam, pa kaj neka slika predstavlja. Ne vem, če rišeš operacijo oči, ne moreš nekaj abstraktno se ukvarjati. S tem, da recimo pri Shiseidu, ko smo pa delali ta serum Ultimun, in oni so pa Japonci rekli, hočemo abstraktno prikazan imunski sistem. Oni so pa ekstra hoteli, da se ne vidi. Tako da pač naredim to, kar reče. Abstraktno prikazan imunski sistem, drugače to je zelo... Ja, oni imajo pač neko kremo, so takrat izumali, se še zdaj blazno huda krema, in koliko patentov ima, in kaj vse. In una krema vpliva na imunski sistem in pol so rekli, tukaj moramo prikazati, ne vem, žolč, pa kostni mozek, pa ne vem kaj. Zdaj pa to tako nariš, da ne bomo vedeli, kaj to je, ampak da bomo vedeli, kaj to je. O Bože. Pa sem tam nekaj spacal in navdušen in to je bilo to. A veš, to je meni zanimivo, ne? Ti tako lahkotno o tem govoriš, a veš, mi pa smo vsi navdušeni. Wow, kera mojstrovina, ne? Ma ja, sej jaz takrat tudi nisem vedel, kaj bo rad. Enkrat si dejal tudi, da zdaj smo se malo že dotikali teh projektov, ampak vseeno projekti te na nek način označujejo, pač ljudje si raje predstavljajo, tu je Mitja Bokuna, v izvedenih projektih, da so preteklost, da ti rajše živiš prihodnost, da si bolj usmerjen v prihodnost. Me pa vseeno zanima, ker so projekti in so projekti, ki jih delamo res z ljubeznijo, ker se v njih zaljubiš. A jih zdaj, na primer, lahko kjerga naštejaš? Vem, da si enega iz prav omenil, ta je bil Zoe in Zoe in Eles ilustracije. Ja, za Eles je fino. Jaz moram reči tudi gospa, s katero delam, sva dobra kolega, tako da tisti mi ful fajn. Tako da vejo, kva znam, kva jo dobil, in tam smo en Zoe električen avto, Renaultov smo porisali pa polepili, pa se še zmeraj lepo pas na cesti. Tako, tisti je super. Ene par projektov je bilo res takih, tako sem kar ponosen. Recimo Shiseido mi je bil res tako en top. Sem delal dva projekta za Shiseido, ene za Japonce, ene pa za kitajski trg. Za Japonce smo delali pač imunski sistem, pa to so bile neka, v bistvu je bil
tako preko priročnik ali nekaj za kozmetičarje, ki je ta krema ven prišla, da so imeli en tak učbeni material. No? Ta drugi je bil pa za kitajski trg, je bilo tako ful zanimiv, ker cela vizualna podoba tega seruma za cel svet je bil filmček posnet. Pač ena kapeljica pade v veneto rožo in v nos cveti. In ker so pač to Japonci, ki so bili okupatorji na Kitajskem med drugo svetovno vojno in Kitajci imajo nek čuden odnos do Japoncev, so hoteli za kitajski trg čist drugačk pa za vse, in so hoteli narisani. In pa smo naredili eno animacijo, ki sem jaz rožo narisal in pa je tista roža vzcvetela. In pa smo tam naredili še v bistvu škatlice, pa special edition torbico, ki so takrat na otvoritvi dobili, pa en video je bil pa tako ful v Šanghaju, tako wow, in sploh. Nažalost ni prišlo do tega, ker ideja je bila celo, da bi jaz tam tudi uživo prišel risati, pa pač ni bilo. Zgleda sem predelač, pa bi jih preveč koštala. Tako da pa sem samo delač gledal. Ampak to je bil ful dober projekt. Pa ne vem, za Krapovič mi je bilo tudi ful fajn delati. Tako za 25-letnico smo takrat delali celo vizualno podobo, koledarje, rokovnike, slike, tam ni da ni. Tam si v bistvu tudi imel, pol si šel v te, mislim, pol se kar moraš specializirati za eno stvar, ne? Mislim, je to tvoj področje kot stvar. Ja, no, mislim, ne vem. Mislim, ta zgodba je bila zelo tako smešna, tako, ker so se jaz dobil z gospo Krapovič in pa ona tako vpraša, kaj bi pa rad, pa jaz tako ne vem. Tako da na koncu je prišlo do tega, je rekla, ne narišem ena auspuha. In pa sem narisal in nekako se je kar razvilo zgodba v neko smer. Ne vem, meni je risati vse isto, ali portret, ali izpušno cev, ali ne vem, operacijo, pač nekaj narišeš. Pa nimaš nekaj tako, da bi imel neko področje, ki ti je res blizu, pa ga rad delaš? Jaz sem Gorenc, je treba vse zajeti, zaslužiti povsod. Ne moreš si pustiti en del pogače pa reči, to pa ne delam. Pa ti je mogoče kakšno področje, ki ti je izziv, ki si ga tako rekel, pa si rekel, Madonna, tole bi pa bilo zanimivo narisati. Ali pa zanimivo pa bi. Ful mi je dober, mislim, izziv. Enkrat v življenju bi za kakšen MotoGP dirkalnik porisal, recimo, ali pa kaj tako, ali pa za formulo, ali pa to mi je bilo tako zanimivo, recimo. Ja, točno, vse za avte si že, ne, če je bil ta Zoe. Ja, pa BMW je bil, ne? Tistega BMW-ja, tisti je bilo ful dober. En dogodek je bil na gradu Zemunu, in sem tistega BMW-ja uživo porisal tako med celim dogodkom. Madonna. Ja. Tu spet omejitev časa, ni to malo tako preš? Pa dobro, smo malo improvizirali, smo ga tako povrepali s folijo, da nismo direktno avto risali, pa v bistvu sem že prej naredil tako, da je bilo malo natisnjeno, tako da sem jaz sam še dopolnjeval tisto risbo, ki je bilo natisnjena. Ampak je bilo ful dober, tako. Jaz sem risal, oni so imeli predavanja, pa so vam prišli pogledati, kako je na novo narisan, pa tam so modrovali, pa vem, da je bil Buscaroli bil tam, pa vsi so tam gledali, pa tako na koncu, ki je bilo konc, je bil pa on avto finish, tako. In pol se je še vozil, ne vem, 8 mesecev, meni se je porisan, dokler že drž ni dal sprav, čisto se, ker je bil red zaščiten, ker je bil, v bistvu bil mišljen sam za 2 dni. Ja. Viš, kaj me je zanimivo tudi, doskrat ljudi nismo radi, veš, da te gleda pri delu, ko ti ustvarjaš. Pri tebi je pa meni se lih obratno, če ti rečejo, boš v živo tole narisal, ti ni problema, že rišemo. Ja, to je tako. Te namotka te gledajo pa komentirajo? Ne, dobro, se to je tako, na začetku sem tudi probleme imel. Recimo, pa me najamejo tako, da rišem kakšne hitre portrete ali pa krokije, tako folka, in ti si mi tako, se rad delam, ampak mi tako mal out of the box, ker zmeram pa razmišljam, kaj pa če mu kdo spluval, kaj pa če kdo zdaj rekel, jaz pa nisem taka, ali pa kaj zdaj to, itak noben to ne reče. Mislim, tudi, če kdo hotel reči, ne reče, pa ne vem, vržel smeti ali whatever, se mi to itak ni pomemben, ampak tako, ampak pol
pa se pa počasno navadiš. Recimo zdaj, ko delam tole s hrano, zadnjič enkrat smo delali, ne vem, kje sem že risal, mislim, da v operi za 75 let BTC-ja. Ne vem, jaz spadam tako v nek svoj svet, tako čist. Kada zmrzne. Ja, ali pa, ne vem kje, ali pa smo bili tukaj v Varisu, isto. Tam so imeli govore, vem, da je Kreslin pel, pa ne vem, kaj so še imeli, mislim, Perpetuum jazzile, v glavnem. Jaz sploh se ne spomnim, da je kdo pel, kaj se je dogajalo, kdo je tam, pa skozi nekem fotograf, pa snemalci hodijo okrog, pa folk me nekaj sprašuje, meni je to tako, da bi mi tako malo odmevali, čisto v svojemu svetu spal. Kar je v bistvu ful dobro. Tako pa v bistvu sploh pozabiš, tako čisto not padeš, delaš, se pogovarjam tudi, če me kdo sprašuje, pa, ampak ne vem, če bi me vprašali čez 15 minut, kaj sem rekel, se ne spomnim. To je prav res neki fokus čist druge, no. In zona, ali kako. Rečemo samo še v tem, ne, če vsi poznajo to s hrano, ko ustvarjaš, to je kar tako zanimiva zadeva, no? Ja, to zdaj imamo v petek gala večerjo za Gorana Dragića, v Stožicah bo tudi prenos po RTV-ju, me je že strah, ko vratal. V bistvu je to tako, imamo en stolp, je tako visok, je na 2 metra ali 1,80 m, in gor so naravnani profiteroli, mislim, da jih je okrog 1500 profiterolov napolnjenih s kremo in stojijo na enem takem podstavku 2x2 metra. In jaz od spodaj ta podstavek ves porišem tako tematsko, glede na dogodek, kva je. Ali so to kakšne logotipe, ali so to kakšne slike v zvezi z dogodkom. V bistvu narišem, pa s hrano napacam, pa ne vem, pa še mečem gor neke španske vetrce, pa tako malo drobim, pa se vnam, tako malo šovmena. In zraven vsi med nekim uradnim delom ponovadi tako gledajo, kaj se to dogaja, pa vsi nekaj slikajo, pa se snemajo zraven. In polka je to tako otvoritev sladice, ker to je v bistvu namesto torta, ker taka količina ljudi, pa tam pol, da se torta reže, pa tala, in to ful časa vzame, in tukaj pa pač tako, da se tam odstranijo vrvi ta lepe in rečemo, to je to, in pol vsi planejo, pa vzamejo profiterole, pa pomažejo pol po sliki, tako da na koncu se itak nič ne ve, ko je narisana. V bistvu tvojo sliko pojejo. Ja, mojo sliko pojejo, in to je ful dobro, to je tako top. Druga varianta pa je to s hrano, da pa, če pa manjše število ljudi, pa narišem tako, v bistvu slaščica, ki je na krožniku, dobi vsak unikat poslikan krožnik s kremo in tako, recimo. Videla sem tudi, da si delal za tega Frej Vili. Ja, tudi nekaj. Nekaj si delal, ampak veš, kaj mi je bilo zanimivo, ne? Ker je bil ta tvoja ilustracija, je bil poslikan vlak, no? Aha. In si pol mislila, kako je bilo Mitju, naprimer, če ti vidiš v živo to tako? Se ga nisem videl. Ne, ful je dober, ko vidiš v živo, to je tako top. Moje delo tam gor. Ja, ne, to je ful dober. Meni je bilo najboljš od takih projektov, ki sem jih delal, je bilo za Planico pred 2 leti, ko smo naredili, jaz sem narisal vse skakalce za finale v Planici. In Smučarska zveza je pol naredila so naredili NFT-je in en teden pred skoki je bila kako se že reče, borza, prodaja teh NFT-jev, pač doda več, in so imeli tako, da tisti, ki kup, 1/3 dobi skakalc denarja, 1/3 njegova Smučarska zveza, 1/3 pa Planica. In potlej je bilo tako to, da ko so bili pa skoki in je vsak, ki je skočil, je prišel dol in tam je bil en velik LCD, ki je bil njegov portret narisan in on se je pred svojim portretom ustavil in da se spomnim, tam Cene Prevc je prav poziral tam. In pol gledaš ti tisti po televiziji ali pa tam, sem šel v Planico v živo gledati, tako si rečeš. Tako, to je pa to, ali pa ne vem, Bigfoot mama 30 let, Jumbo plakati, ali pa take fore, na cest, tako, ali pa ne vem, pivo in cvetje, una roka, tako, to je pa, greš po avtocest, to je to. A ga greste na družinske izlete tudi tako, tam male?
Reče, ti daj, to pa je tvoje delo. To smo te videli, ki si doma delo. Pa nismo se mogli igrati. Ja, tudi, ali pa že jaz prelečem. Jih prihitim, recimo. Ne. Ali pa ne vem, gremo v knjigarno, pa moja knjiga, skalpel. Tako. Recimo. Ja. Ali pa ne par mesecev, pa jaz tam gledam, že je prišla ven iz top 10. Ni več tam gor. Tako. Zdaj, naprimer, mi, ko se zdaj pogovarjamo, veš, marsikdo, ali pa tudi, ko beremo, pogledamo, rečemo, ne, veš, ko govorimo o teh super zvezdnikih ali res nekih bolj zvenečih imenih. Ali si ti imel v svojem krogu kdaj tako kakšne vzornike ali pa tako, kjer te je navdihnil, kjer je umetnik? Kaj pa vem? Mislim, vzornike. Meni je bil en ilustrator, angleški, ful dober, modern ilustrator. Skoraj bila enkrat šansa, da bi skupaj delali. So ga že hoteli povabiti tudi fakulteto za dizajn. Mislim, da ga je hotela povabiti v Ljubljano, da bi imel eno delavnico. Sam ni prišel, je prišla na Rusinja, pa smo zno delali, recimo da se glih imena ne spomnim, ampak se nima veze. Recimo je ful dober. Vem, da je enkrat delal en projekt Best Dressed za Vanity Fair, kjer je risal tole kaj že, Francis Coppola, pa Guinness, pa ne pare takih markantnih žensk risal, tako, in to so vse posneli in to tako, sem rekel, kaj taga pa jaz v življenju naredil. In se tisti bilo res tako top, dobro, ampak tukaj pač tega ne delamo, nimamo tak trg s tem. Z modo. Ampak, mislim, ti si delal tudi zelo velik ta za modni svet, pa za zvenečo imena, ne, mislim. Ok, ampak to ni bilo to tako. Ne. No, ja, slovenski trg je vseeno bolj. Pa dobro, tudi v tujini, recimo, ki sem risal za kaj, ni vse, mislim, vse verjetno tudi ni veliko projektov, kar je bil tisti njegov, tudi globalno gledano, ampak tako, je pa zanimivo. Ko pa, naprimer, vem, da si dobil omenil si že pač tiste nagrade iz, bi rekla, ne vem, prejšnjega življenja, pa zdajšnjega. Kaj ti pomenijo nagrade, pa kaj ti, naprimer, pomeni, ko si se družil ali pa ko si imel možnost imeti stika z res temi svetovnimi imeni? Kaj pa vem, nič. Mislim, nagrade meni ne pomenijo, kaj je veliko. Tudi niti se ne prijavljam na razne te nagrade, ne vem. Do zdaj mislim, da sem dobil ali 2 nagrade, pa še to zaradi tega, ker so naročniki prijavili. Enkrat smo dobili nekaj za Varovalnico Triglav, neka evropska, za 3. mesto za najboljšo ilustracijo v Evropi, nekaj. V glavnem, pa ne vem, še za ne barve za lase, nekaj v Hongkongu pa. Tako, sam se ne prijavljam, to mi tako trapast, ker recimo Golden Drum, pa to, ki se vsi prijavljajo, pa to meni tudi tako pol zgleda, kada kolobarjo. Letos bo ta dobo, drug let bo dobo, 3 let bo dobo ker takrat ni dobo. Mislim, tudi tako pol, in isti in kupenih teh agencij slovenskih pol se skozi sam še menavajo. Niti ni to, ne pokaže nobeno kakovost dela. Zdaj mogoče, mislim, to bom rekel, tako jaz vidim, se mogoče se pa motam. Ampak meni te nagrade ne pomenijo kaj. Jaz najraje vidim, da so tako zadovoljni naročniki, recimo. Ne vem, ful mi pomeni, ne vem, ko vidim skalpel, pa mi povejo, da je to najbolj zaželena knjiga v knjižnici, izposoje, da jo čakaš na nekog cajta. Recimo, pa da je, ne vem, 2krat ponatisnjena, pa vse razprodan, pa se ne zaradi mojih slik, se je to bolj zaradi avtorja, ampak vseeno moje slike tudi nekaj pripomorejo. Tako, to mi veliko pomeni, ali pa ne vem, ko delam v živo, pa mi kdo reče, se te spremljam po Facebooku, ali pa ne vem, pa vse vejo povedati od mene. Ali pa ne vem, pelem psa na sprehod, pa mi povejo tam meni, ja, se vi ste pa unika, ma unga mačka, pa moj tako ime, pa pa treta. To mi več povem, kada bi zdaj rekel, ne vem, da kaj sem jaz nekaj dobo. Kar se pa tiče tako nekih zvezdnikov, pa to, ne vem, sem z mnogimi delal, mnoge sem narisal,
Ne vem, meni je to pač, oni so pač tudi ljudje, ki delajo svoj posel. Tako kot jaz. Mislim, ne vem, če se včasih pač povem, ne vem, delal sem s Heleno Kristjansen, ne vem, imel sem razstavo z njo, ampak ok, to povem zaradi tega, ker se to fajn sliši, pa ker mi to omogoča, da kaj prodam lahko več. Drugače mi pa to tako. Pač ja, še Ja, mislim. ena oseba, s kateri smo poslovno sodelovali. Ja, to, mislim, pač to je to. Pa človek je, ne? Mi dostkrat se mi zdi, da te ljudi kar povzdignemo v bogove, no, se eni se dejansko počutijo kot bogovi, ne? Ampak dejansko vsi smo krvavi pod kožo. Ne? Ja, jaz moram reči, da ne vem, Helena je tako ful prizemljen. No, tako, mislim, kar rečeš, to je una super manekenka, pa ne vem, ona je šla tam v New Yorku, smo šli v Starbucksa po kafe, normalen človek, itak so vsi s prstom za njo kazali, ampak to je bilo tako, nič posebnega. Ali pa ne vem, je bil Brian Adams v Ljubljani, pa sva šla v backstage prej, pa eno uro smo tam se družili, sem pač Brian Adams, suh vegan, nič posebnega. Mislim, tako pač, tako, če bi ga tako srečal, pa preko, da ni to Brian Adams, preko whatever. Niti ne zgleda rocker, niti ne vem kva, tako pač normalen človek. Ne vem. Mislim, to me zdaj, ko sem jih spomnil, ne? Ful me je bilo dobro, zdaj letos sem bila na Coldplay v Budimpešti, ne? In ta pevc, ne, pač je rekel, tako med množico sta imeli dve punci, veš, transparent, ne, in je gor pisal, daj zapoj nama eno pesem, mi smo včeraj smo jih diplomirali, ne. In oni dve vidi v množici, pa rekel, pridite gor, ne, in punce gor povabil, ne, in je rekel, poslušajte, kjero pesem bom jaz zdaj vama tu zapel, ne, in one dve valjda, veš, sta prišla gor na odar pred 60,000 ljudmi, ne, čisto sprizane, ne, pupe male. In je on tako lepo ima rekel, ne se me bati, sem sam človek. Ja, a veš, pa točno to, ne? Mi sami nekaj naredimo. On je bil na naš razstav. Ja, edinkrat, ki mi je bilo žal, da nisem bil zraven. No, tako, tisti je bilo tako. Helena Kristjansen, jaz sem imel eno svojo revijo, smo izdajali v New Yorku, sem bil soustanovitelj te revije, in nekako je prišlo po čudnih poteh, da Helena Kristjansen smo jo enkrat fotkali, ki je bila ena kolegica, naša stilistka, je bila njena stilistka, in ne bi bila ta revija tako blazno všeč, da je hotela fotkati za nas. In pol je smo šli enkrat tam v mesto Hudson, gor pri izviru reke Hudson, smo šli fotkati v en studio, ki so Smashing Pumpkins tam igrali, pa nam je dala plec ta ena, ki je bila pa pri unem bendu The Hall, in so bile ene ženske rokerice. V glavnem, in smo tam fotkali, in une fotke so bile tako, kar malo grozne, in pa sem jih jaz še malo popackal tako s svojimi akvareli, in pa smo te fotke dali natisniti, tako na velike formate, in v New Yorku, v enem pop-up storu smo imeli razstavo. In Helena je tam pač imela razstavo svojih fotografij, plus še nekaj ostalih svojih, enih polaroidov, ki je delala. In je pač povabila svoje ljudi. In prišel pevc od Coldplayov, pevc od R.E.M.-ov, Rosie Perez, ta igralka, mislim, ni da ni. Jaz pa tle v Sloveniji sedim, pa mi v naslike pošilja. Takrat sem si rekel, shit. In pol, kaj že, une ta popackane, uno revijo, ker je fotkala, tako enkrat napiše na mailu, sem pokazala, sem jo nesla bonuto, pa bi mu ful všeč. Ok. Tako smo tudi, ko sem jaz tudi prišel do Brian Adamsa, ker ste tudi frenda, pa to. Itak so vsi frendi. Ja. In tako. Ampak na koncu so itak samo vsi ljudje, se brez veze. Ne vem, pa smo se družili z Mick Rockom, tem fotografom, čist navaden človek. Pa je naredil une najbolj ikonične fotografije, ne vem, Queenov, une 4 glave, tako. Pa neč, tam nam je musko rolo na en moment. Tak.
Tudi, naprimer, zdaj je zanimivo, saj sem že na začetku omenila, pa zelo prizemljeno, zelo realno stvari opisuješ. Isto, naprimer, ko te sprašujemo o tvojem kako je ta postopek ustvarjanja, kako je po tebi ta proces gre, ne? Ti si zelo skromen, pa rečeš, vse ni nič spektakularnega, ne? Pač. Ja, meni je včasih tako tako malo bedano, ker mi tako, daj pokaž, s čim delaš, in pol, da si tam dam neke čopiče, tam pokažem, pa tako, a to so, ne vem, sviščeve dlake, pa ne, to je tam en čopič, tako 3 evre. In pa so tako vsi kar malo razočarani, tako, kaj pa imaš to za nebarve? To so šminke, te so dobre, tam so ene kitajske, sem jih na Višu kupil, in pa tako, ne vem, kaj, folk misel, da ne vem, to jaz kar vse Daniel Smith, pa ne vem, to najhujše materiale uporabljam. Mislim, ne vem, itak 3/4 mojih stvari gre pol v digitalno naprej, za tisk, pa to je tako, da je meni vseeno, če bo čez 500 let se Unija akvareli več videli. Digitalno je še zmeraj nek obstajal, ker je tako vse preskeniran. Kako pa v bistvu res ta mislim, kaj je tvoja oprema, ki jo imaš, no? Če te greva tako? Čopič. Jaz delam miksa, nekako, recimo. Zdaj, če pogledava tole sliko, je miks na roke narisanega, pa miks digitalnega. In v bistvu je narejen tako, da so to posamezne slikce, ki so narisane s svinčnikom na A4 papirja. Ta tuš, ki je kle, je v bistvu tuš na papirju, tole, ki so te packe, je sol posuta gor po akvarelu, to tako vzorc naredi. Te packe, pa tole klele, so pa digitalne, pa v Photoshopu, tako braš. In pol jaz v bistvu narišem vse posamezno, recimo, in zato, da je ta tako kontrasten, je še pol dodelan na računalniku, pač imam grafičen displej, ta velik s peresom in to pol še ekstra črno poudarjam, pa belo, pa pa povečam klep, pa napišem gor na skalpel, kva piše, In vsako posamezno pol polepem, v bistvu naredim eno to kombinacijo, mislim, ta kolaž, postavim tam, kam moram postaviti, zrežem tako, da je kle kakor odrezana, in pol to. V bistvu to sem se naučil, ne vem, Paragrapoviču, ker prej sem to tako delal, da sem to naredil v enem šusu, tako narisano. In pol sem se tako naučil, da bom mogel drugače delati, zaradi tega, ker sem mi rekel, kaj pa če ta sploh bi predstavili sem, in pa sem rekel, kaj zdaj. Zdaj pa moram vse še enkrat. Tako da takrat naprej sem začel tako delati. Tako da to je prednost tehnologije. Se naučiš, da si poenostaviš življenje. Ker nikoli ni tako v prvo, da bi mogli biti vse prav. Tako da, in pol tukaj imam lepo opcije, naredim tako, pa tega malo zabrišem, tako da se vidi klele sam, da je od zadej, pa klele lahko naredim, da je malo čez, pa take stvari. In pol to tako delamo. Koliko si porabil, naprimer, za tole knjigo, ko smo že? No, vem. Ker tle je fulno od ilustracij, ne? Ja. A pa tudi te videe, pol si tudi ti Ne, video pa nisem jaz snemal. Video so že imeli prej posnet. Je pa pač tudi v tem stilu, mislim, s temi Ja, tam je eden to zmontiral. Jaz sem pač mislim, sej, če gledam te lepacke, pa razne te prilive, jih imam jaz že kar na zalogi. Tako da jaz jih sam še zbiram, pa toliko pazim, da skozi ne zbiram ene in iste, tako da ne reče vsak, čeprav itak noben ne ve, to vem sam jaz, da bi eden rekel, to sem pa že videl pri Planici, bil isti ta flek, tako, sam, to noben ne ve, to itak vidiš sam svoje napake. Ne, tako da te zadeve imam itak na zalogi. Ne vem, koliko časa sem tole delal. To smo kar delali kar en čas, Ker mislim, se je on tudi pisal kar en čas. Čeprav je že pol imel napisan, ker neki kolumen notar izdela. Tako da zelo dolgo smo delali, ampak večinoma smo naredili med dopustom. Tako da, kot običajno. Aha, pol imaš ti delovni dopust, ali kako? Ja, mislim, jaz svoje delo ne jemljem niti ne kot službo ali kot dopust. Jaz največkrat delam med vikendi, pa največkrat delam popoldne, pa največkrat delam med dopusti. Tako da prav pritrgan se ne. Vseeno.
kar uživam. No. Delal si tudi ilustracije za čevlje, Prave stvari, Startas. Aha. Ja. Ena stvar mi je tle zelo zanimiva, kar sem pogledala. Tropski motiv, se mi ponavlja. Bil je na čevljih, bil je tako mal na majčki. Videla sem, da doskrat imaš srajco tropsko in potem sem še ugotovila, da imaš kopalnico tropsko. Zdaj, kaj je s tem tropskim motivom? Ali te je bil po navdihu? Mislim, dobro. Vse tisti tropski motiv niti ni toliko narisan, je bolj grafično oblikovan. Tisti nisem risal toliko. To so v bistvu zdaj punce, ki imata to spletno prodajo Prave stvari in tudi delata skupaj s Startasama. In to v bistvu delamo prav z Borom skupaj. In to je cela avantura, da z njimi kaj narediš. Prav so v redu. Takrat je pač, takrat smo naredili eno serijo teh majčk, ki so tako malo in isti motiv na starteskah in na majicah in na hudijih. Pol smo naredili en motiv z čipkam pa šmarancem, tiste so tudi dobre. Pol smo zdaj naredili en rockerski motiv, ki so ne tigri pa neke take kitare gor. Pa pol je bil en tribute to Vivienne Westwood, pa je bilo bolj tak škotski Karol, pa nekaj malo tako anarhij pa to. Tako da vsake toliko časa naredimo kakšne, tako, luštne, no. Jaz sem predvidevala, da gre za neko povezavo zdaj s to skupalnico. Ne. Pa sem si mislila, poglej, Mitja še potem doma to udejanja, to svojo umetniško / strojniško znanje, pa me je bilo vprašanje, kaj na to porečejo tvoje punce, Kopalnico so žena skupaj izbrala, tako da nikoli ne bi tako ratal, da bi jaz kar prišel z enim plaščicama. To bi bilo kar sprejet, ni šanse. Tako da mislim pač, vse tropski motivi so zdaj popularni. Enkrat sem narisal eno ful dobro sliko, bila tudi tropska, bilo tako 2x1 meter platen, tako tropsko listje in rastline in pol je tam otrok od te moje kolegice rekel, da mora biti krokodil gor in pa sem tam še eno kos skril noter od krokodila. Medun listje, tako pa ful dobro je izpadla. Recimo tisto bi pasalo v mojo kopalnico. Mislim, v bistvu loga da potiska tapeto pa gor, ne bi bila... Ja, zelo narad imam svoje umetnine tako doma, sam napake gledam. Tako da, ne vem, ali pa so rekli, potetoviraj se svojo sliko, da to gledam. Pa bi spet videl, kaj narobe. Ja, itak, zmeram to, ali pa smo delali, ne vem, tale birbulija. Ja, tudi na majčki komajo. Ja, pa kombija, ki smo ga porisali, v bistvu je polepljen. In vsakič, ki ga vidim, gledam tam neko krivo črto, ki smo ga delali, ki je bil kombi še čisto razstavljen. Po mojem, ko ste ga delali, je tudi bil pir zraven, pa je bilo to... Ni bilo. Kombi bil še tako ful v delih, pol ga je manjkal in jaz nisem vedel, koliko je tam krivo, pa koliko mora biti tako zavit, pa če tako krog daš, pa tako pod kotom, da mora črta, jaz moram krivo narisati, da bo tam ravna. In pol smo tam kar nekaj časopisano papirjem rezali, pa jaz sem to malo, in pol smo tam nalepali in tako malo po strani. In vsakič, ki ga vidim, tako gledam tisto črto, tako... Pa itak noben ne ve, To je moja pol interna zgodba. Ki si lih omenil tatuje, si kdaj videl koga, ki ima tvoj tatu? Ja, valjda. A si? Ja. Ojoj, mislim, skakšno napako gor videl, ali je bilo hudo? Ne vem, mislim, veliko tatujev sem narisal. Sem delal s tem tetovatorjem v Kranu, Daminom. Tam sem kar par tatujev naredil, mislim, narisal. Pol tam njegova žena ima tako ne ptiče narisane, ki sem jih jaz narisal. Moja kolegica ima ful tatujev mojih narisanih, tako da... Bokun je vse posod. Itak. Eno skupno točko ima ta ženo, kar se mi zdi, prej smo se pogovarjala, da naši starši so bili bolj mislim, šel so v službo, bil v službi, pa smo šel v penzijo, Ja. Ampak vi imate pa res zanimivo to, da sta, bi rekla, na nek način zelo drzna, kar je, mnogi niso tako drzni, ker si ne upajo.
Oba dva sta v bistvu na nek način zaključila neko uspešno poslovno kariero in skočila čisto v novo področje. A ja, ne, se ona ni zdaj, ne vem, če mislite terapije pa to. Ja, A ja, a samo ne. ona je bila prej v poslovnem svetu. pol Ne, pa- se še kar. Ja, ne, imela je idejo, ampak nekako, ne vem, ni jo pol nekaj potegnila. Ne. Zaključila je pač faks, delala je nekaj časa, pa je videla, da to mogoče to ni to. Tako da. Ampak, a Mogoče veš, pa še saj- bo, kaj pa ne. Ja, pa probaš, a veš, to je Ja. meni zanimivo, ne? Ljudje ne upajo probati, pa so pa... Vse to je to. Ne. Sej, jaz tudi pri sebi, pa se še sam pri sebi si mislim, da ne upam dosti stvari probati, pa sem jih že veliko probal. Ne. Pa bi jih mogel še več, ampak Ja. pa sej na koncu, kaj, sej na koncu smo itak vsi pomrli. ne. Tako da. Zdaj testiri, kaj si želiš in to je to. Ma ja, sej, sej kaj se mislim, ti- kaj, a boš, ne vem, na smrtni posli rekel, šit, pa vse nisem. Ne. Ja. Mislim, brez veze. Ne. Ja, verjetno takrat je tudi bil en tak restart pri tebi, COVID. A ja, dobro, tisti COVID, ne vem, če je bil sploh kakšen restart. Jaz ga sploh nisem resno jemal, meni je bilo to tako, malo smešen. V bistvu, se lahko bi bilo hujš, lahko bi bilo, lahko sploh nič ne bi bilo. Ne. Jaz pač bil sem bolan doma, meren tisti kisik, ki je bilo kar naenkrat, ne vem, 87%. Ne. To je že... In pol To bi grem naš že doktor rekel. zdravniku, in jaz sem si mislil, pa vse sam 87, kaj, kje je še to do 50, kaj jaz ne vem. In ljudi vse tam panični, v rešilca na Golnik, jaz tako, kaj jim je, ne? No, in pa sem bil tam na Golniku. V bistvu, po eni strani dobro, da sem bil, ker 3 dni so me za COVID zdravili, 7 dni pa za sladkorno. Ne? Tako da zdaj bolj problemov, mislim problemov, nimam problemov, ampak bolj sladkorno moram paziti, kot pa COVID. Ne? Tako da tisti COVID sem ga pač preživel, posledic nimam nobenih, nič. Tako da v bistvu tako je bilo smešno, še cepljen nisem bil in pa tam sem vsi z očmi zavijali, da nisem cepljen. In pa sem bil pa še vegan in pa prinesejo tisto hrano in sem rekel, man, dejte ta golaž. In še sem bil z bolnice vrgal, če še rekel, da sem vegan. Tako. A pol si kar... Ja, pa sem spet meso začel jesti. Ja, Pol je bil COVID, da si tudi meso začel jesti. ja mislim, zdaj me malo spet prijemlja, da ga ne bi več. Tako da ne vem. No ja, glej, kukar To, kar se paše. Pa točen to, ne. Mislim, da imamo preveč nekih problemov, se mi zdi, v glavah. Pa si Ja. sami nekaj ustvarjamo, uvire, pa meje, pa... Tako da, mislim, bilo je pa tako. Vih takrat sem bil na Golniku, Gojmir Lešnek, on je bil kar reveč tam. Tako da, jaz sem se potem šetal, poti smo hodniku gor pa dol, mi je bilo že blazno dolg čas. Ampak skacirka je bila zraven. Ja, tudi je bilo, pa Netflix, pa vse. Dobili smo tudi eno vprašanje. Oh. Ja, bralka Petja nas je postavila vprašanje in sicer jo zanima, v živo risanje s črnilom in akvarelom bori domišljijo, saj je malo arti nekontroliran. Je zato privlačnejši, ker je ekspresivnejši v pripovedi. Ja, jaz priporočam vsem, da ne rišejo svinčnika, ne direkt usekajo gor s črnilom ali pa s kulijem. Drzno. Ja, da ne popravljaš, ker vsi hočemo biti nekaj perfekta, vse je isto, ampak tako zdaj, ko grem, recimo, ne vem, ta urban sketching, in grem in rišem in se prav zavestno svinčnikom nočem, in gledam ostale tam svinčnikom pa merijo, pa ne vem kaj, brez veze. Prav poskušam čim bolj tako direkt na papir. Glih zaradi tega ti je to všeč, ker praviš, da ni omejitev. Ja, ne, ker greš malo tako out of the box, ker greš izven svojih okvirjev, ker greš iz tistega, ker nimaš kontrole. Ker s svinčnikom narišeš, pa se tega držiš, pa tudi v obratni smeri rišem, ta prvo, ne vem, z akvarelom, pa sam pa pol čez rišem. Da ne narišem ta prvo s tušom, pa noter barvanka po barvanko, ampak hočem kontra, da gre barva čez, da tako malo drugače. Prav za tist, da prav nočem, da je perfekten.
Kaj pa, kar se tiče tega, imaš tudi delavnice. Kak je ta sketching zdaj tle pri nas v Sloveniji? So zametki, je interes? To je tako. Mi smo začeli ta urban sketching 2020, še z eno z Maribora, pa eno z Koroške, ki morajo biti uradno 3. In smo rekli, da se bomo pridružili tej globalni skupini Urban Sketchers. To je pač globalno združenje ali druženje ali kakorkoli. Mislim, ne vem, koliko točen držav je. Mislim, da je že čez 60 držav. V glavnem in je tako, po mestih je. Na začetku so bile države, sami pa pregosto ratali. In je v bistvu zdaj po mestih, tako da pri nam smo imeli malo problema na Urban Sketchers kva, v Mariboru, v Ljubljana, tako da smo pa rekli Ljubljana. V Avstriji recimo je Dunaj, v Italiji je pa Bergamo, Firence, Rim, Milano, ne vem, kaj so še. Je ful, in v Angliji je cel kup, v Ameriki je cel kup, v Aziji je ful, point tega je, da je to brezplačno, nič lenarin, da se dobivamo, pa rišemo tisto, kar vidimo. Se pravi, fora je to, da rišeš tisto, kar vidiš, da rišeš z opažanja, ni to zdaj nujno, da rišemo mesto, lahko rišemo, ne vem, šalco kofeta. Sam to, da dejansko rišeš tisto, kar gledaš, ne da fotkaš, pa prerišeš. In to je zdaj tako. In lepa enkrat na leto je pa svetovni simpozij, letos bo v Argentini, lani je bil, mislim, da v Novi Zelandiji, če se prav spomnim, tako da je tako ful imajo to zrihtano. No in pri nas smo začeli, enkrat na mesec se dobivamo, vsako drugo soboto, oziroma vsako drugo soboto v mesecu. Ni še to tako. Ja, vsi se rišejo, pa noben noče priti, pa noben nima nikoli časa, pa če hočeš, da bi se to zorganizirali, je to živčen zlom, lahko dobiš, vsak bi nekaj, jaz bi raj tam, pa raj tja, pa zdaj pa nočem v Ljubljano, pa je predelač, pa je zaparkirati, pa smo na dopustih in to. Recimo na Dunaju imajo enkrat na teden, se dobijo tam na točno določenem mestu in hodijo. Ampak to je spet čist drugačen, Dunajčani so čist drugačen rasa, kot pa mi. Da ne rečemo Italija. In pol pri nas se maksimalno se nas dobi 10, tam se jih dobiva po 50. Recimo jaz sem bil lani tako na dopust, sva šla s hčerko, sva šla po Toskani, potegneva skicirko ven, tam zred Toskane, pogledam po mizah okrog, folk riše, tako, kar pa vsi tako, Urban Sketchers, tam neke stare mame skicirkam okrog, pa cela miza starih ljudi tam riše, in pogledaš une, tam je na Instagramu je nekaj follow Tuscany, imajo te delavnice, sketching delavnice v Toskani, v neki vili, zraven malo vino pijejo, pa torteline kuhajo z nekim kuharjem, to je po 5000 evrov, vse razprodano. Tu pridejo une Američanke, ki je njihov cilj, da pridejo enkrat v življenju v Italijo, tam v Toskano pa Benetke, pa to, zagonijo en kup denarja in uživajo. In klepr nam pa, ki jaz tam začnem risati, tako v krog hodijo na delača, ki mislijo vsak, da bom kar nekaj prodal, pa ne in kva. Tako, ful ni tega. In če greš po Ljubljani, kje pa vidiš kakšnega, da kaj riše? Saj jih ni. Ne, res jih ni. Mi imamo une, ki rišejo, so tamle, ki greš, ne vem, v Poreč, pa oni 4 tam, ki so eni in isti, skozi rišejo. Mislim, mi imamo vikend v Poreču, pa skozi hodam gledati. Pa to so skozi isti tipi. Tam so, ali pa ne vem, ki greš v Barcelono, greš po uni Rambli, pa so tam, pa te rišejo, one karikature delajo. Čeprav recimo v Barceloni imajo ful, Urban Sketchers Barcelona je ful močna. So takoj repostali, ki sem jaz risal za tole Sagrado Familijo. Tako, ampak res, ni še, mogoče pa pa. Mogoče bo tvoja hčerka, Tisa, ona je zdaj v... Ja, bomo videli, tili mladci imajo čist druge stile. Čeprav ona je bolj na digital, Ja, digital pa anime, pa te scene. Ja. Dobar, to bomo videli, kako z tega rata.
Okay. Zanimivo mi je še bila tudi, ko sem iskala, nisem vedela, da se temu tako reče mural. Aha. Slikanje, v bistvu najdla sem povezavo s Porschejem, ko si slikal na izložbeno steklo za njih. Ne? Bolj mi je bilo zanimivo to, da sem imel slušalke gor. Zdaj pa me zanima ta povezava umetnost oziroma risanje pa glasba. Imaš vedno? Ali... V bistvu jih nimam, no, toliko. Tukaj sem jih imel, mogoče zaradi tega, tam sem cel teden delal in to je bilo tako. Tam so me najeli, ker ta model je benciner Macan, ali kaj, je šel z prodaje ven, oziroma Porsche ga je nehal prodajati, ker je zdaj sam še električen in so imeli kao dan odprtih vrat varianto. No? In pa zato, da se je nekaj dogajalo, sem jaz cel teden risal na šipo gor, tu čez cele tiste steko salona in pač tam sama. Mislim, vsake par, ne vem, pridejo gledati tiste Porscheje, pa te malo pogledajo, pa kaj kdo vpraša, ampak večinoma pa tam sama. Ne vem, v avtosalonu ni glih frekvence folka, non-stop. In pa sem pač imel slušalke, pa sem musko poslušal drugače. Ampak običajno jo pa nimam, tudi ko grem ven risati, tako urban sketching varianta, nimam nikoli muske. Ker mi je fajn tako malo poslušati, pa če se do zraven presede, pa ne vem, mi boljše. Bolj si v realnem času pristen. Ja, tudi zdaj opažam, recimo, ko tečem, zmeraj manj s slušalkam tečem, ker malo motijo, no. Ne vem. Kaj pa, če gremo še potem, vem, da si na nek način ljubitelj živali, jaz sem mislila, da je zgodba o Muci s tabo. Ne, ni. Ni? To sem se izvedla. Pa sem lahko sem jo brala, sem bila ziher, da pač je. Imaš pa tudi pač, bi rekla tako rekoč, sodelavke. Zuma je tudi tvoja... Zuma je šefica, ja. Imam psa, ja, Zuma, ki je mešanca med Appenzellerjem pa nemškim ovčarjem. Zdaj bo 9 let stara, pa 2 mačka, tako da dolg čas ni. Skozi se nekaj teži. Večinoma spijo zraven, ampak... A ja, pa niso kaj tako, da bi ti kdaj kaj, ko bi rekla, pripomogle ali uničile tvoj projekt? Razen, kadar spijo, so mi model, da jih pa rišem ali pa kaj takega, ampak... Kom pa razlagaš vse te ilustracije? V škatlo. Ampak teh škatel je že se nabral v... So velike škatle. Ne, mislim, ne vem, tam jih dajem v škatle, zdaj ne vem, mogoče, ko bi enkrat umrl, bojo vsi prišli, pa jaz sem nekaj sliko, tako. Ne vem, krepko čez 1000 jih je siguran. Ene so take, da tiste, kar pometo po moje, ki so slabe, ene so še dobre, no. A tudi, na primer, veš, da imaš slab dan, pa rečeš, Madonna, Ja, itak. tole pa nisem kamor. Sej risanje je meni to tako kot šport. Jaz prav vidim, recimo, ko grem na dopust, pa če ne rišem, škrle se eno roko. Tako. Isto, ne vem, če športaš, pa ne vem, 14 dni nič ne migaš, pa greš spet, si kar zakrnel. Tako da, to je isto. Pol na dan, na primer, vedno rišeš, vsak dan. Ja, dobro, se imam že projekte tako. Čeprav včasih se mi zdi tako, zdaj, ko delam recimo to brošuro za raka na dojkah, recimo pa delam neke take slike, mi kar manjka malo unga, neke sketchinga, ki sem malo usran od tuša po prstah, pa tak. Tako da si moram kakšno pauzo vzeti, pa kaj zase poskicirati, kaj brezvezenega, tako. Tako, to mi kar malo manjka. Več takih pol že sploh ne štejem več. Kaj pa, če gremo malo na področje hobijev oziroma kje se sprostiš, ne? Bil si tudi na Primojstru, na delavnici fotografije? Aha. Ja, fotografija mi je ful dobra. Tako, kupil sem si fotoaparat in kupil objektivov. Šel sem Harnetu na delavnico, knjigo kupil njegovo, tako, on je res restauran. Tako da, pa nekaj časa sem skozi vlačil fotoaparat s sabo, ampak zdaj sem ga kar malo zanemaril, ga moram spet. Mogoče malo mi manjka tega,
tako premalo kam grem. No. Tako, in pol skozi fotografiram mene in iste zadeve. In poreč pa Kranj manj že milijardokrat fotografiran, pse pa mačke tudi, pa vrt. Tako da, zdaj sem bil na Triglavu, zdaj sem vlačil so robo gor, tako da zdaj, ko sem šel na Škrlatico, sem rekel, ne, sem tega objektiva, ta velega na Škrlatico, ni šanse. No. Ampak mi je bilo pol škoda, ker mi pa en gem spoziral tam. Takrat sem rekel, pismo, pa dobro bilo. No. Fotografija mi je tako super. No. In sploh ta... ta editorial fotke, pa modna fotografija, vse je super, ampak mene najbolj mi všeč na street varianta, ki hodiš pa fotkaš, ki je vse tako bolj ro. Pa ki pofotkaš, pa poškljocaš, pa kakšna ti rata, res kakšna taka dobra. Tako da tist mi super, no. Tako da en hobi je sigurno fotkanje, ki bi ga mogli malo več delati. Urban sketching, recimo, če rečem, da je to hobi. Pa potem zdaj še si ful v športu, mislim. Mislim, tek, ja. Kjer prej nisi bil? Sem bil. Jaz sem začel tam 2,6, recimo, nekaj takega, po moje, ne, 2,3. Ker sem bil na menedžerskem pregledu in so rekli, pa tako mlad, pa zamaščena jetra. Pa sem začel malo teči in sem čisto odpadel in sem tekel 6,5 maratonov, sem pretekel 10 km, sem imel 41 minut, tako da sem bil kar dober. No. Zdaj pol sem pa malo nehal, pa so bili otroci, pa hiša, pa kile gor, pa kile dol skozi. Zdaj pa en let, pred enim letom sem rekel, moram se spet malo skupaj spraviti. Tako da letos ful tečem spet. Upam, da sem mu držal malo dalj cajta. Pa potem tudi v hribe, pa to zdaj. Dobro, v hribe je to tako. Nikoli nisem prav v hribe, mislim, vse fajn ite, ampak sam nisem nikoli hodil. In tako mi je bilo smešen, v bistvu, ker sem delal en projekt za Planinski muzej, ta 10 sidrišč slovenskega alpinizma, in si mislim, moj star fotor bi bil zdaj ponosen, ker je bil gor skriševalca. Jaz pa glih toliko, da sem bil na Triglavu enkrat. Tako da ti si bilo zanimivo, ampak tako, če reče kolega, 5 gremo na Triglav ali pa gremo nekam, tako pol gremo. Tako da bi pa sam se prisilil, da kar sam nekam v hribe hodil, to pa ne hodim. Čeprav tako po telih hribčkih okrog jagnem, recimo. Pa imaš tudi skicirko zraven, mislim, se pa tako... Jaz sem rekel, da bom začel, zdaj sem si kupil brezrokavnik, hidracijski brezrokavnik, dober žep, pa sem rekel, bom začel trail running, pa bom skicirko vrgel odzad noter, pa sem zmerom pa razmišljal, kje bom vse ta cajt. Tako ful časa, pa ideje imam ful, en kupenih takih, tako da pratov, ne vem, urban sketcher, trail runner, recimo, da bi šel na Camino, pa skicirko, ali pa ne vem, nekam, pa kar skiciral. Pa bi že pol lahko knjiga ven nastala, ne? Ja, v knjigi imam tudi idejo. Neklela gledam enega francozega urban sketcherja, ki z biciklom okrog hodi, mi fascinanten. Pa je bil tam en Ukrajinc, on ni delal sicer urban sketching, ni delal akvarele, ampak je tudi z Ukrajine šel v Italijo s kolesom, pa kar kampiral povsod, pa slikal, pa ne vem, tako... To je pol tako, si rečeš, pa to so vsi neki mladi ljudje brez familiji, pa on ima čas pol leta nekam bluzita. Ja. Tako jaz pa ne vem, glih nimam časa. Tako, pa familija pač. To imam pač izgovore, se vem. Ja, ampak je pa neka pač obveza, ko imaš, dobro, zdaj so punce že toliko starejše. Da... Ja, pa pol tako, pa pes, pa hiša, pa ne vem, se že na dopust težko iti, pa pol psa nek pustiti, pa skozi kdo ga je imel, pa kdo ga je hranil. Kup enih, organizacijskih stvari. Ja, to je kup logistike. Je to. Mogoče še za zaključek povejma, oziroma kot mojstra, virtuoza ilustracije, kaj misliš, kakva bo prihodnost ilustracije?
Kako jo ti vidiš? Lahko pa vem, tako kaj je. Mislim, Bo se kaj bolj digitaliziralo? vse je digitalizirano, je že kar skozi. Zmeraj bolj. Še zmeraj bo analogno, še zmeraj bo dobro za ilustracija, še zmeraj bojo barve, čopiči, svinčniki, ti materijali v kombinaciji z digitalno, v kombinaciji z AI-jem, z vsem. Tako da 3D, obogatena resničnost, mislim, vse to so samo orodja. Jaz ne verjamem v tiste zgodbice, AI nam bo prevzel nekaj, nič nam bo prevzel. Še zmeraj bo mogel risati, pa delati, pa programirati, pa izumljati. Dokler na AI naredil unga stol, pa s hrano sam, da uporšujem robotek, pa ga spacoval. Še zmeraj bomo risali. No. Tako da, ker na koncev, no, še zmeraj se, ne vem, Picasso prodaja za 50 pa 100 milijonov, ne, pa tak. Pa še zmeraj se najdejo ljudje, ki to kupijo. Bolj kot pa digitalno. Včasih že imam občutek, da kar gremo nazaj. Ne? A veš, zdaj, če gledaš to vinilke, so se zdaj začele ful prodajati. Dobro, to so pač vintage, retro scene. Ja, zdaj glih sem brala ena revija v Ameriki. Je v bistvu lih zaradi tega, ker je za neki trend s temi vinilkami. Ne? V bistvu so začeli revijo, ki je bila digitalna, do zdaj so rekli, da smo podali jo tiskati. Ja, jaz mislim, da ne vem, tisk nikoli ne bo umrl, še zmeraj se bojo najdali ljudje, ki berejo papirne zadeve. Ne? Ali pa ki zbirajo, mislim, še zmeraj je to. Ne? Tako da, ne vem, ali je to muzika, ali je to... Ker na koncu je tisti feeling, ki daš ploščo na gramofon, ne uno, ki pržgeš tako knof, nek play. Isto je knjiga. Ne vem, vse imam tablice pa vse, ampak še zmeraj knjigo berem v postelj, preden grem spat. Jo ne berem na tablice. Tako da še zmeraj je časopis, recimo, drugače, pa nekaj novice po internetu brati. Tako da jaz, ne vem, kombinacije bojo, razne. Jaz mislim, da jaz vidim to priložnost, da je, ne vem, da imaš, vse to smo enkrat hoteli narediti, pa recimo vse smo delali z Good Life-om, da imaš revijo, ki ima neke dele v reviji AR, ta obogatena resničnost, kjer je neka vsebina, ki jo v bistvu v reviji ne moreš videti. Isto je s to knjigo. Sej QR kode v tej knjigi ti pokažejo nekaj, kar pač lahko vidiš sam, če imaš knjigo, pa skeniraš ta QR kod. Neke video materijale, ki jih pa drugače ni po netu. Ki pač lahko sam na ta način dostopaš do njih. Recimo te kombinacije. Recimo, jaz sem imel idejo, da bi naredil revijo, kjer bi bila obogatena z obogateno resničnostjo, ker bi lahko imel nek dostop do nekih videov, pa po drugi strani bi bila revija tako, da bi jo kupil lahko sam na v bistvu umetniški razstavi, ker bi bila ta revija na nekih velikih formatih natisnjena, ker bi bili, ne vem, noter umetniki, ki predstavljajo neke slikarje, ki bi tam imeli razstavo v sklopu tega razstave, pa take stvari, recimo. Neki taki konglomerati. No? Ne vem, vse je pač stvar navdihov. Pa marsikaj se da, ne, sem pač ideje. Ja, mislim, se da se vse, če je volja in so ljudje za to in kdo pripravljen to gledati. Tako da sej, kaj imamo? Vse imamo une Van Goghe, ki se rolajo po stenah v 3D pa vse. Ja. Pa ljudje to gledajo, pa še zmeraj gledajo tudi Van Goghe ta prave. Ja, še pač tiste pa tudi drugačno vdih. Ja, ali pa gledamo Benski je v galerijah, ki ni point tega to, niti on noče to. Recimo. Tako da bomo videli. Jaz mislim, da še zmeraj bomo ustvarjali. Tako da na koncu se bomo vrnili v jame pa na stene. Ok, Mitja, hvala lepa za obisk. Mislim, da v življenju največ, kaj lahko se ti zgodi, oziroma največje darilo,
ki ga lahko v življenju dobiš, je po mojem to, da najdeš strast v delu, ki ga delaš. Če pa imaš ob sebi še nekoga, ki s tabo raste in imaš neko sorodno dušo, pa jaz rečem, da si tako že jackpot zadev. Tako da hvala ti, da s tvojim delom nam odstiraš nove svetove, pa v bistvu na nek način daješ tudi našim možganom razgibalne vaje, da se malo potrenirajo. Tako da hvala lepa, upam, da se še kaj srečamo v Slovenskih goricah. Hvala.